Ok, torej, dosti krat mogoče ste opazili že neke moje objave o nekih telesnih procesih, pa delavnice, pa opisi, pa mnenja pač ljudi, ki so prišli ali na delavnico, pa so pol delali to doma, ali so prišli na individualno terapijo, ali jih pač tako ali drugače poznam. Access Consciousness je modaliteta, kjer v bistvu se lahko naučite okoli 60 telesnih procesov. Te telesni procesi so v bistvu kot neke energijske terapije, kjer polagamo roke na telo in v telesu aktiviramo energije. Kaj to pomeni? Telesni proces je prebava, recimo. Prebava je en telesni proces. Okay? Torej, jaz nekaj dam v usta in ne razmišljam več o tem. In moje telo samo sprocesira, da kaj pač požrem, ne? In samo sprocesira, kjer je tekočina, kaj mora želodec narediti, kaj se mora zgoditi, da se ta hrana razgradi, da moje telo črpa vse razne minerale, vitamine, karkoli pač v hrani, kar moje telo potrebuje, balast, kar ne rabi, gre po prebavnem traktu ven iz telesa. In to je telesni proces, ki ga telo vodi, jaz se ne ukvarjam s tem, ne rabim razmišljati, moliti, upati, da se bo zgodilo, ne rabim se nič truditi. To se v vsakem primeru dogaja. Okay? Zdaj, moja prebava bo vedno boljša, če bom dobro skrbela za telo, če bom pozorna, kaj bom jedla, če se bom poslušala, kdaj mi kaj paše, se bo telo lažje prebavilo, hitreje in ne bom imela nekih stranskih učinkov raznoraznih. Okay? Če ne bom skrbela dobro za svoje telo, moja prebava ne bo tako dobro delala, ker bo moje telo imelo več izzivov in težav in bom imela kakšne težave v zvezi s prebavo. Na enak princip delujejo telesni procesi od Access Consciousnessa. Torej, ti daš rokice gor, recimo, da en telesni proces, recimo, da bi položaj bil tukaj na timusu, na križelcu. Dam rokico gor, v mislih ponovim, ponovadi je kakšen dolg stavek, da aktiviram proces in ta proces zažene moje telo. Torej, dejansko tlele ne kličem neke energije, ne vem, kaj se ne zgodi in kaj če z tega ne znam in joj, meni ne bo delalo, to je brez veze. To dejansko telo moje zažene. Jaz v mislih samo povem, kaj želim, da naj telo naredi in telo to naredi zame. Zato se reče, da je telesni proces, ker to telo zažene. Okay? Tako da telo zažene potem pač ta telesni proces, ki smo ga se naučili. In mi dejansko čilamo, vmes počivamo, lahko zapremo učke, uživamo, si dovolimo prejemati, opazujemo, kaj zaznavamo, da se dogaja v telesu. Lahko pa usput, ne vem, debatiramo s kom, gledamo televizijo, lahko smo na pijači z nekom, lahko, ne vem, se vozimo kot so vozniki v avto, damo rokice nekam. Telesne procese v bistvu lahko zaganjamo na našem telesu kjerkoli, kadarkoli. Važno je, da damo roke na telo, da vemo, kaj moramo povedati telesu v stilu, telo, kaj lahko prosim to zaženeš in telo to naredi za nas. Tako delujejo telesni procesi. Zdaj, kot sem rekla, Access ponuja okoli 60 telesnih procesov, vsako toliko pride kakšen nov. In danes bi vam predstavila dva telesna procesa, to sta MTV-SS in demolekularna manifestacija in molekularna demanifestacija. Pa začnem najprej pri MTV-SS. To so v bistvu kratice, Molecular Terminal Valence Sloughing System, in ta telesni proces dejansko spremeni vezljivost naših molekul. Okay? Zdaj, mi smo doživeli tekom življenja, odkar smo se telo začelo kreirati, ustvarjati v maternici naše mamice, se je začelo telo ustvarjati. In odkar se je začelo ustvarjati, smo dobivali iz okolice neke skrbi, misli, bolečine, težave, karkoli je mama naša doživljala, ko nas je nosila v trebuhu, ko smo se rodili in pol vse, kar se nam je tekom življenja dogajalo. Non-stop se nekaj dogaja z našim telesom. Mi nekaj počnemo s telesom, lahko smo prijazni, skrbni, lahko malo manj, nismo glih, pa drugi ljudje. V glavnem, vsak dan mi nekaj v sebi zbiramo, kaj bomo in ne bomo počeli in s tem spreminjamo naše molekule. In naše telo, namesto da bi bilo to super, fantastično, sposobno, mega telo, kaj se začne dogajati? Pa začne boleti vrat, pa te vseka noga, hrbet, križ. Non-stop nekaj se dogaja s telesom. Mogoče imamo nekaj s prebavo, lahko nekaj jetra, ledvice, imam podočnjake, meni vedno nekaj glava začne boleti. Ma zagotovo vsak izmed nas ima najmanj eno težavico s telesom. In te težave se jih da odpraviti.
Okay? In z lahkoto se jih odpravi, maj treba delati, ni da ki samo rečeš, ok, lahko telo tega nimaš več in gotovo ni več, ne? Magari, to bi bilo ful dobro. Nekateri v bistvu imajo tudi to sposobnost, ampak so že ful delali na sebi, da so se odpravili ful omejitev in samo pomislijo in res se vse zbriše. Okay? No, te telesni procesi od Accessa so zasnovani tako, da odstranjujejo vse te zapise, ki jih imamo na našem telesu, zato da je telesu lažje sprostiti vso to sranje, ki smo ga z leti nabrali in se začne potem oblikovati po svoji lastni podobi. In MTVSS je recimo proces, ki je ful dober za imunski sistem. Naš imunski sistem štela svašta in vse vpliva na imunski sistem. Si v stresu, imunski sistem pade. Ne vem, neka bolezen, imunski sistem pade. Ne ješ dovolj primerno za tvoje telo, glede na to, koliko se gibaš, kje se premikaš, imunski sistem pade. Okay? Nekaj te prizadane, imunski sistem pade. Ful stvari vpliva na imunski sistem. Tako da MTVSS podpre imunski sistem, da se naša telesa, pač tista, na katerih se to zaganja, začne jačati imunski sistem, celice, molekule se obnavljajo. In kaj se začne dogajati? Da se začne spet telo, s tem, ko se celice obnavljajo, se začne spet ustvarjati tale blueprint, ta osnovni zapis telesa, kakšno bi moralo biti telo in ni več, ker smo pač ga malo sračkali tekom življenja. In kaj se pol zgodi? Vedno bolj smo zadovoljni, vedno bolj smo zdravi, fizično, dobesedno. Vedno lažje je živeti s tem telesom, telo je bolj lahko. Veš tisti feeling, ko ne vem, si pol časa na dopustu, greš na res eno pol dobro masažo, nekaj narediš na sebi in se počutiš, wow, lahko, res lahko, da ni da nekaj teža, da te nekaj boli. No, ko zaženeš te telesne procese, že takoj 10, 5 minut, 15, odvisno od človeka, ma po terapiji 100%, se počutiš ful lahko. In več teh telesnih procesov, ko zaganjaš na telesu, večkrat, ko jih zaženeš, telo je vedno bolj lahko. In vedno lepše je. In ful pomaga ne samo za imunski sistem, za bolečine. Imaš kje bolečine, delaš. Si zlomil kost, kakšen organ ne dela. V bistvu, kar se dogaja je, da recimo naše telo ima že v osnovi sposobnost, da je zdravilec. Okay? Se urežeš, čudo božje, rana se zaceli, je tako? No evo, te telesni procesi dejansko spodbudijo, da se karkoli tvoje telo zažene, se zgodi krat, ne vem, 10.000, ful hitreje, ful nenormalno hitro se zgodi. Okay? In recimo, ne vem, si nekaj poškoduješ, nekaj se zgodi, si zaženeš MTVSS in telo tako hitro sprocesira tisto, kar je potrebno, da se, ne vem, rana zaceli, da se bolečina razprši, da če nek organ nekaj ne deluje, ker ne vem, kaj se je vse zgodilo, okay? Dejansko se obnovi organ. Recimo jetra, ne vem, če ste to že kdaj zasledili, če sem si prav zapomnila, nekje 6 mesecev potrebuje naše telo, da zamenja vse celice v jetrih. Okay? In jetra tudi kao zrastejo, to tudi medicina priznala, da ja, se obnovijo, tipo ne boš umrl, če boš pravočasno skrbel in jetra se bo vsa obnovila. A kaj, če lahko vsak organ se tako obnovi? In MTVSS jih to pomaga. Tako da dejansko, če ga ti zaženeš vsaj 20krat na svojem telesu, imaš teoretično novo telo. Novo v smislu, ker so se celice zamenjale, so organi drugi, čeprav so isti. In kaj je pol dobro v bistvu pri teh telesnih procesih, ne? Da dejansko jih lahko delaš na sebi, lahko jih delaš na živalih, na hiških ljubljenčkih. Živali obožujejo, ne vem, imaš kužka, nekaj mu dogaja, ne rabiš ga peljati veterinarju in dati, ne vem, 200-300 evrov, zaženeš MTVSS in kuža je hitro dober. Imam izkušnjo iz ful let nazaj, po moje že ne 7 let, in je bil en kuža, ki je imel poškodbo na tački in je moral dobivati kortikosteroide, ker drugo ni pomagalo, tačka je bila zatečena in 20 minut sem imela to srečo, da je lastnica tega psa bila dovzetna in je pes sam prišel, je dobesedno me vprašal in ona je rekla, ja, valjda, dam roko na tačko, ta mrcina je zaspala na meni, ki to je res en ogromen pes. In je zginila teklina in je hodil in je, mislim, res full wow. In še enkrat smo ponovili in noro, neka koščica, nekaj je bilo narobe, sem že pozabila, nekaj si je poškodoval, ne? Lahko si zaženete MTVSS recimo kot podporo, ko ne vem, greste
neko rekreacijo delati, imate zaid, neko težko delo delati, si zaženete in v bistvu ta telesni proces spodbudi, da je lažje, da bo enostavno, da je bolj lahkotno in oni, ki imate radi pumpanje mišic, da lepo stojijo gor, rit, mišice in vse to, dejansko pomnoži učinek. Torej, grem jaz v fitness ali pa ne vem, neki telovadim, zaženem MTVSS in ojača dejansko učinek te moje vadbe. Ful dobro. Ful dobro. Lahko ga delamo na rastlinah. 100%. Ne vem, kako vam, meni vsako toliko kakšna rožica, velik zadovoljna. Daš rokice lepo na rožo, lahko, ne vem, na zemljo, da gre v korenine, lahko, ne vem, na steblo, na listke, odvisno kakšna pač rožica je. In se bo roža obnovila. Ljudje so mi pošiljali, se spomnim po eni delavnici, mislim, da je Nastja bila, je delala na nekem bonsaju. In takoj, ko je dala roke stran, se je na bonsaju so se poznali prav fleki, tam, ki je držala. Ne? Pomaga pri alergijah, evo, Rešer, hvala ti. Evo, ona dela kuško za alergije. Prijateljce Muce, ki je star 19 let in vedno pride po tretma sam, ko je ona na obisku. To je to, živali pridejo, ker zaznavajo, čutijo in ko vi nekaj takega narediste delavnico in to znaste, oni pridejo vprašati, kaj mi narediš terapijo? In ne rečejo z besedoma. Vsak pozna, tisti, ki imate živali ali vi imate radi, veste, da živali komunicirajo isto, ko mi, samo pač ne z besedo. Ne? Tako da, ful je načinov, kako lahko mi to uporabimo. In dejansko je to kot neka domača lekarna. Ti imaš to doma, znaš delati ta proces, karkoli se zgodi, roke gor, zaženeš. Ne? Se spomnimo otroka naša, ko sta bila majhna, in sta kam šla, ne vem, na kakšen dopust, tabornike, ker kao ni bilo mame in očeja zraven. In smo se zmenili, dej si ti vsak večer spadaj, roko gor zaženi. Ne? In toliko v bistvu sta ni da, ki so si drugače ful delali. Pač otroci, ko rabijo, začutijo, naredijo. Ne? Ampak vidijo mene, ki ful delam, pa Jadran daj si dela, pa meni si delamo med sabo. In recimo zdaj mi je ful dobro, ker že toliko let imamo ta orodja in kaj je bilo? Aha, sin je bil letos spet na neki, ne vem, taborjenju, ga ni bilo en teden in se nismo slišali 6 dni. In pride domov in ne vem kaj, neki se je poškodoval, sem že pozabila. Mama, veš, sem si dal roko tako gor, sem si zagnal MTVSS, mi je bilo tako ful boljše. Pa je, kad je prišel s treninga, ki ne vem, nekdo moj žogo nabil in on je ne vem kaj naredil in si prst tam skoraj zvil zlomil, si je zagnal MTVSS in ga ni bolelo. Enkrat je tam bedušen, je ful dober odnos, nekaj mu dogaja, zdaj kar mi padajo spomini, ne, kaj se je naredil. Enkrat je slabo stopil in veš, ko se ti gležen, kao pade dol, ne, in tako si je delal MTVSS in ni mu zateklo, ni se zvilo. Pri menstruacijah, pri težavah z čemerkoli v telesu, te boli glava, MTVSS je res telesni proces vseh telesnih procesov in je eden izmed najstarejših procesov. Tako da, če vas zanima, če vas pritegne, pejte si prebrati opis. Se sem dala link zgoraj, ker imam zdaj 17. septembra imam delavnico v Braslovčah, kjer se učimo MTVSS in to demolekularno, ki jo bom še opisala. In sem razpisala, nisem še uspela ustvariti dogodka, tudi v Kopru v Žarku sreče, imam pa 15. oktobra MTVSS. To so sobota in nedelja. Tako da lahko pridete na delavnico in se naučite. Če želite, lahko pridete valjda na individualno terapijo tudi, tako da obstaja oboje, so opcije. Ne? Zdaj, kaj pa je demolekularna manifestacija? V bistvu to sta dva procesa v enem. Je demolekularna manifestacija in molekularna demanifestacija. Ta prvo je proces, kjer dejansko, kjer v telesu nečesa ni, se ustvarjajo molekule, zato da to pride do tega, da telo to ustvari, česar ni, kar manjka. In ta drugi proces je, da ko je nekaj v telesu nastalo, ki nima kaj tam početi, se začnejo te molekule razgrajevati, utekočinjati in tista stvar zgine. Meni osebno demolekularna manifestacija ni samo, čisto iz prakse govorim in tako, kar so mi ljudje povedali in na delavnicah in tako, ko prideš na izmenjave in si menjaš izkušnje, dejansko je tudi za odstranjevanje ful energijskih zapisov, ki jih imamo na sebi. Torej ne samo, ne vem, imam bradavico tle sredi lica, ki škifom je grozno, nisem si všeč, rokico gor, zaženem demolekularno manifestacijo in ta dovoljkrat valjda in ta bradavica začne zginjati. In je ni več, samo moraš dovoljkrat narediti.
In zdaj včasih je dovolj pri nekaterih, da ne vem, 10-krat, 20-krat si naredijo terapijo in ne bojo mogli 50-krat. Odvisno, koliko je to zabetonirano tukaj. Ko je bil Dušan, moj sin, koliko je imel? 4 leta je imel? Ja, 4 leta je imel. 4 leta je imel in sem se ta proces takrat naučila in je imel eno ful veliko, dobro, zdaj to, tako, skoraj centimeter veliko, tisto virusno bradavico nastopalo na peti. In Bog je že šepal. In srce se mi je paralo, vse sem provala, od, ne vem, polža smo sluz smo dajali gor, je polž pomagal, pa smo ga vrli v naravo, pa od fig mleček, pa krvavi mleček rastlino, pa ne vem, kaj led smo dajali, čudo božje od vseh naravnih stvari, koloidno srebro, vsega sem provala. In nič ni pomagalo, je bilo tam. So se že začele delati okoli ščerkice, tisti, ki poznate te bradavičke, veste, kako to zgleda. In pridem jaz domov, se naučim to in se reka, dej Dušan, nekaj sem se naučila, da je še zadnja stvar, kaj lahko to naredimo. In en teden preden sem šla na 3D-ovno delavnico teh telesnih procesov od Accessa, sem potem rekla, nič kaj, moram očitno dermatologiju, sem razočarana, bala, moram peljati zdravniku tega otroka, ne, da mu to, ne vem, režejo, ne vem, z dušikom, ne vem, kaj že naredijo. In sem čakala termin, kao, ne. In pridemo domov in sem mu začela zaganjati demolekularno. In v bistvu to je izgledalo tako, da sem vsak drugi večer, je imel že svojo posteljo veliko, sem se ulegla k njemu, sem dala roko mu na peto, na podplat in 15 minut, dok je on zaspal, sem mu delala proces. Čim je zaspal, sem šla. Lahko, da je bilo kdaj 20 minut, kdaj 12, nisem štopala, ok? Ampak sem modelala vsake 2 dni. In po 9. terapiji je bradavica odpadla stran. Tako da prav noro. In ko je odpadla, je bil tako prav kraterček, če si predstavljate tako, da je ravna peta. In pol je bila tako una bradavica ven. In okoli bradavice se je naredilo ful te trde kože, da je pač telo zaščitilo nekako, ne vem. In no, bradavica je padla ven in je bil kom vulkan, tako kraterček navznotri in tako. In ena moja prijateljica, kozmetičarka, Irena, ki sem Dušana napeljala, da je skalpelčkom vsaj malo mu to pobirala stran, se je oklicala, naslednji dan zjutraj se neka roža, je padla ta bradavica ven, nujno rabim k tebi, to mu moraš porihtati. In ko sem prišla tam, ni mogla verjeti, je rekel, v življenju ni videla kaj takega. Padla je ven, spodaj je bila lepa koža in ful ljudi si že, te bradavice je ful z lahkoto dati stran. Pa ni samo zato, kakršnekoli, ne vem, tvorbe imate v telesu, mi imamo ogromno nekih stvari, kamne, ciste, gnojne neke stvari, ful nečesa imamo v telesu in to lahko odstranimo z demolekularno manifestacijo. Plus lahko odstranimo ful neke konglomerate, neke gmote, nekih misli, nekih skrbi, nekih stvari, ki jih imamo nabito vse posod. In to gre stran. Demolekularna, recimo, kaj še pomaga, drage dame, večni problem celulitis, ne? Rokice gor, delati, vsak večer, vsak popoldne, kadarkoli imate fraj, in si boste odstranile. Imam eno mnenje, tudi na spletni strani je Tina, nekaj let nazaj si je res to delala in na oko je bilo videti, koliko se je obseg zmanjšal, pa samo to je delala. Lahko poiščete mnenje na žareksreče.si, si ga preberete. Tako da, demolekularna manifestacija je ful dober proces. V glavnem isto, vedno rokice damo gor, zaženemo tisto, kar pa se na delavnici naučimo, držimo, vmes lahko spimo, ful je dobro. Demolekularna manifestacija, veste kaj še ful dobro? Ker ta proces spet za živali, rastline, mi da ni, ampak dejansko lahko informirate vodo. Lahko spremenite okus vode. Ne vem, kupite eno vino, vam ni všeč, daste roke gor na flašo, zaženete proces in vino bo spremenilo okus, da vam bo všeč. Mislim, to je fascinantno. Le gre dejansko za to, da se aktivira proces, kjer se spremenijo molekule, zapisi in je totalno neka nova druga stvar. Tako da, kaj imate kakšno vprašanje, koga kaj zanima, da jaz malo tlele te komentarje scrollam gor dol, da vidim. Ok, ne, mnenja so, to sem že vse prebrala. Tako da, če imate kakšno vprašanje, lahko še napišete, vam odgovorim. Če ne, lahko tudi mi napišete spodaj, pa vam potem kasneje, jutri in tako. Tako da, preberite si opise v unem linku, ki sem ga dala zgoraj v opisu tega dogodka. In če vas še kaj zanima, evo, z veseljem povem, razložim, da sem vam tako malo približala, malo par izkušenj ne dala.
Aha, to sem se spomnila. Dostikrat ljudje, ne, mislim, smo pametni, ne, to je brez veze, ma ja, nje je pomagalo, to je placebo, sto, ker ona je verjela, ona se s tem ukvarja, če bom jaz to delal na sebi, to 100% ne bo pomagalo, jaz rabim obvezno, ne vem, zdravila ali karkoli. Se lahko dajete zdravila, lahko porabljate na svojem telesu karkoli želite. Vaše življenje je vaša izbira, ne? Koliko ta placebo efekt, koliko to deluje na katerokoli stvar, vaše misli ustvarjajo vašo resničnost. In če zdaj vi konstantno razmišljate o eni stvari in to fiksirate, se boste to ustvarili v zvezi s čemerkoli. Tako da, če boste recimo si sami sebi ustvarili, ne, ma te procesi ne pomagajo, to je brez veze, in boste vseeno prišli, kao da vidim jaz, če to res deluje, ne vem, na delavnico, na terapijo, da prejmete proces, boste še vedno bo deloval. Mogoče ne bo deloval toliko fulko nekomu, ki dovoli, da na telesu se zažene. Ampak večkrat, ko boste pol si zaganjali, boste dejansko te negativne misli v zvezi s tem, ki ste si jih ustvarili, se bojo odstranjevali, ko boste zaganjali proces, se nada, tako da v bistvu kako jih ustaviti, dele procese. In ker telo te bo podprlo tukaj. Okay. Drugače pa prav za misli, sem imela zdaj v ponedeljek en telesni proces od Accessa, kjer je odstranjevanje vseh preteklih misli in čustev in poln žarek sreče, bil je bilo dobro. Tako da je bilo še ljudi ni moglo priti, tako da sem že razpisala termin za to tudi v ponedeljek 12. septembra. In tisti proces je pa prav usmerjen v to, da se briše misli in čustva, ki jih imamo spet pripopane vse posod. Tako da in med delavnico se je dogajalo. Vsakič, ko mi zaženemo proces, se zgodi ogromno stvari zraven. Ni vedno samo kao, ja, zdaj, če delam demolekularno, ker imam, ne vem, policistične jajčnike, zdaj jaz samo te kao, ne, odstranjujem to stran. Pa se nikoli ne zgodi samo to. Vedno se stvari zraven še dogaja. Mi se osvobajamo vseh razlogov, zakaj sploh je prišlo do policističnih jajčnikov. Mimogrede, to je pogosta stvar. Okay? Žensk ima to, tudi ne vejo, da imajo to. Tako da tudi če kao ni nič narobe uradno z nami, če si mi zaganjamo te telesne procese, telo odstranjuje tisto, kar mogoče se še ni ustvarilo kot neka huda bolezen, da smo jo mi opazili, da prav tipo jutri bomo umrli, ampak telesu je non-stop nekaj, kar ne štima. Zato, ker mi non-stop z našimi mislimi in z izbirami, s tem, kako živimo, si ustvarjamo sranje. In naše telo skuša folgati, kolikor zmoremo. Če še ga ne podpremo z dobro hrano, če ne spimo dovolj, če ne skrbimo za nas, če čustveno nismo, ne vem, uravnovešeni, potem telo s težavo puca vse te stvari, ki se nam dogajajo. Tako da, ja, ekola. Jaz bi lahko govorila še 5 ur. Tako da, ok, še kaj takega, da vidim, če še kaj, kar je zdaj doprinos, da vam povem. Ne, to je to. Tako da, ful hvala za to, da ste poslušali, sledili. Itak live ostane. Če vas je pritegnil in če želite komu še povedati za to, bom hvaležna, če ta posnetek, ta live delite. In če vas zanima še kaj več, ali pa bi želeli prijetno delavnico na terapije, malo pogledajte na moji strani žareksreče.si, med dogodke. In se vidimo, in če ne, ko se vidimo na cesti, se pozdravimo in tudi, če nikoli ne izberete telesnih procesov, tudi cool. Jaz sem danes predstavila, tako da malo tako se približate in kaj boste vi naredili z temi informacijami in zavedanji, ki sem vam jih dala, to je vaša stvar. Jaz bom uživala dalje v tem, kar počnem in sem in vam želim, da tudi vi. Tako da, lep večer, čau, čau!